Torej, pozdravljeni vsi na tiskovni konferenci ob vložitvi predloga spremembe akta poslovnika študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Ta sprememba zakona se bo obravnavana na sledeči seji, ki bo ob 7. Omejevanje medijskega poročanja v študentskem zboru traja že od 8. redne seje predhodnega mandata, ki je potekala 19. oktobra 2023. V opozicijskem poslanskem klubu Glas si že od začetka prizadevamo za javno zvočno in video snemanje sej študentskega zbora, saj verjamemo, da javno izvoljeni poslanci in poslanke, predsedstvo, direktor in vsi ostali, ki upravljajo skoraj 5 milijoni evri študentskega denarja, pred študentstvom ne bi smeli skrivati ničesar. Študentstvo in zainteresirana javnost imata pravico, da sta iz prve roke obveščena o delovanju najvišjega predstavniškega telesa ŠOU ter javno izvoljenih funkcionarjev, ki za svoje funkcionarstvo prejemajo visoke sejnine in honorarje iz koncesijske dajatve študentskega dela. Zato v opozicijskem klubu Glas na današnji seji vlagamo predlog spremembe poslovnika študentskega zbora, ki bi študentstvu zagotovil čim lažji dostop do informacij, ki se jih neposredno tičejo, in preprečil blokiranje medijev, za katerega sta odgovorna koalicijska poslanska kluba Modro za študente in Povezani. Modri in Povezani v tesni koaliciji že približno 10 let nadzirajo porabo študentskega denarja. Že dobro leto pa se koalicijska poslanska kluba sklicujeta na to, da so njuni poslanci in poslanke medijem odvzeli dovoljenje za snemanje javnih sej, kar seveda ni v skladu z nobenim zakonom. Dostop medijev in s tem širšega študentstva do dogajanja na javnih sejah je tako vedno znova onemogočen z nasprotovanjem poslancev Modrih in Povezanih. Koalicijska kluba namreč z zanesljivo dvotretjinsko večino v študentskem zboru medijem odvzameta dovoljenje za poročanje o svojem delovanju. Po enem letu pa vprašanje ostaja odprto. Kaj koalicija, ki na sejah odloča o delitvi in usmeritvi študentskega denarja, skriva pred javnostjo? Koalicija znotraj študentskega zbora deluje kot enotna, nekritična masa, ki v procesih odločanja deluje le kot potrjevalni aparat za predloge in sklepe, ki jih pripravi predsedstvo in ki študentski denar preusmeri v svoje lastne žepe. Velika večina poslancev v študentskem zboru ne opravlja svoje funkcije branjenja študentskih interesov in pravic. K besedi se ne sklicujejo, saj jim je njihova funkcija že vnaprej dodeljena. Javno izvoljenih poslancev v resnici ne zanima, kako se troši študentski denar. Njihovo delovanje je namreč pogojeno le s tem, da prejemajo zajetne sejnine kot plačilo same nedejavne udeležbe sej. Pravi razlog za omejevanje medijskega poročanja študentskega zbora tako izvira iz strahu, da bi bila javnost obveščena o študentskih funkcionarjih, ki delujejo proti interesom širšega študentstva. Materialni položaj študentstva se iz leta v leto slabša. Dražijo se najemnine in ostali stroški bivanja, sistem študentske prehrane razpada, študentskih domov se ne gradi in ne obnavlja redno. Poleg študija smo tako prisiljeni opravljati vse več študentskega dela, da sploh lahko preživimo. In več ko delamo, več našega denarja dobi ŠOU, saj gre 3,8% našega zaslužka naravnost v to organizacijo. Lani je ta znesek dosegel skoraj 5 milijonov evrov. Ta denar se nato porabi za zasebne interese študentskih funkcionarjev in njihovih prijateljev, večina študentk in študentov pa nima nikakršnega vpogleda v porabo denarja, korist ima le ozek krog študentskih funkcionarjev in večnih direktorjev, enega izmed katerih bomo danes tudi ponovno potrdili na seji. V poslanskem klubu Glas zahtevamo, da se študentski denar uporabi za dejanske interese študentstva, kar na prvem mestu pomeni zagotovitev materialnih pogojev za dostopen in uspešen študij v obliki javnih stanovanj in menz, kakovostnega zdravstva in višjih štipendij. Hvala. Sem pa Jakob Špindler, sem vlagatelj predloga spremembe akta za študentski zbor. Živijo, jaz sem Lea Petretič in sem študentka 4. letnika Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.
Podala bom pa pravni vidik, kar se tiče spremembe poslovnika, bolj v zvezi z snemanjem sej s strani medijev. Onemogočanje slikovnega snemanja s strani medijev je nezakonito. Nezakonito je zato, ker se soglasje poslancev za slikovno snemanje sej s strani medijev sploh ne zahteva. Ne zahteva se zato, ker sta izpolnjena pogoja iz 4. in 7. točke drugega odstavka 73. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP 2. To je nov zakon. Zdaj, zakaj je to relevantna pravna podlaga? Zato, ker gre za obdelavo osebnih podatkov, in to sicer snemanje obrazov in zvoka poslancev. Ta člen pa govori o posebni naravi in posebnem pomenu pravice do svobode izražanja. In zato so tudi pogoji za obdelavo osebnih podatkov v okviru te pravice blažji. V drugem odstavku tega člena so v 8 točkah alternativno našteti pogoji, ki dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov v okviru te pravice. Zdaj, kaj pomeni alternativnost naštetih pogojev? To pomeni, da mora biti izpolnjen le en pogoj, da se taka obdelava osebnih podatkov dovoli. Kot sem že omenila, izpolnjena sta tako 4. in 7. pogoja iz 4. in 7. točke tega odstavka. 4. točka govori o tem, da se obdelava osebnih podatkov dovoli v okviru te pravice, če gre za javni dogodek ali dogajanje na javnem kraju, kjer je pričakovana varnost zasebnosti manjša. To zagotovo so javne seje študentskega zbora. Potem pa v 7. točki se govori o pogoju, da je javni interes javnosti po obveščenosti ter pravica do svobode izražanja prevladata nad pravico do zasebnosti posameznikov. V tem primeru so to poslanci. Natančnejša pravna argumentacija je zelo obširna, tako da mogoče o tem kasneje. Mogoče še malo o tem, zakaj je sprejetje te spremembe poslovnika zelo pomembna in nujna, ne le moralna zaveza. Prvič, ker gre za dolgoletno nezakonito prakso študentskega zbora. Zakaj sploh do te prihaja? Je zato, ker v poslovniku glede tega dotičnega pravnega vprašanja ni nič urejeno in gre za pravno praznino. In po 13. členu študentske ustave se take pravne praznine zapolnjujejo z zakonodajo Republike Slovenije. V tem primeru uporabljamo Zakon o varstvu osebnih podatkov 2. Problem tega je, da poslanci ne morejo eksplicitno vedeti, kaj jih zavezuje. Mogoče zato, ker ne vejo za obstoj zakona, ne vejo za obstoj posamezne določbe oziroma člena iz zakona, ali ne vejo, da jih ta določba zavezuje. Zato bi v bistvu v spremembi poslovnika šlo za prepis izluščenega pravnega pravila v poslovnik. Hvala. Zdravo, sem Petar Petkovski, študent drugega letnika novinarstva in bom predstavil ta vidik te problematike. Študentska javnost ima pravico do celovitega in javnega poročanja o delovanju študentskega zbora in študentskih funkcionarjev. Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU, je sestavljen iz javno izvoljenih študentskih funkcionarjev, ki se že z oddajo kandidature zavežejo k javnemu in transparentnemu delovanju. Prepoved oziroma onemogočanje audiovizualnega snemanja sej je le pika na i v boju vladajoče koalicije z vsemi, vključno z mediji, ki bi študentstvu razkrili netransparentno delovanje ŠOU. Mediji igrajo ključno vlogo pri informiranosti študentstva. Dolžnost medijev do celovitega in objektivnega poročanja vladajoča koalicija že dlje časa onemogoča. Sej študentskega zbora zdajšnje vodstvo ŠOU ne sklicuje pravočasno. Tako je uraden sklic današnje seje se znašel na spletni strani šele včeraj. ŠOU kot uradni ustanovitelj Radia Študent, ta javni zavod, zaradi razkrivanja netransparentnih poslov ŠOU že več let finančno izčrpava. Prav tako je direktor ŠOU Andrej Klasinc, ki se na današnji seji poteguje za vnovičen 4-letni mandat, raje plačeval globo, kot da bi informacijski pooblaščenki predal dokumente javnega značaja.
Če tudi imajo študentski poslanci v svojem zasebnem življenju pravico do varstva osebnih podatkov, se ta pravica v času upravljanja javne funkcije začasno suspendira oziroma jo javni interes in pravice javnosti do obveščenosti nadvladata. Poslanci in poslanke se nimajo pravice sklicevati na omenjeno varstvo osebnih podatkov, saj neposredno odločajo o porabi javnega študentskega denarja. Dostop do seje javne inštitucije, kakršna je ŠOU in študentski zbor, je pravica vsakega študenta in študentke, kakor je pravica medijev, da o tem neodvisno in nemoteno poročajo. Hvala. Zdaj pa, če so kakšna vprašanja, pa prosim tudi zberite enega od nas, ki bi mu ga radi naslovili. Jaz imam vprašanje, Miša Sobotna, Televizija Slovenija. Kako komentirate, oziroma kaj pričakujete od danes, glede na to, da Modri in tudi Povezani na svojih kanalih objavljajo to, da podpirajo snemanje. Ja, na svojih socialnih omrežjih so res izrazili podporo, da se to pravno uredi, tako Modri in Povezani, torej oba poslanska kluba. Prav tako nam je namenil podporo tudi predsednik študentskega zbora, ampak v resnici nam je že večkrat se pokazalo v praksi, da njihove izjave na socialnih omrežjih in ki jih imajo za medije, za njih očitno niso zavezujoče. Eno je, kako se izražajo v javnosti, ko probajo izpadati kot organizacija, ki se dejansko bori za interese študentstva, drugo pa je potem, ko pridemo na študentski zbor in nas pričakajo tudi varnostniki včasih in pregledujejo naše torbe za snemalne naprave. To je problem, to, da se sploh ubadamo s tem, da seje študentskega zbora niso snemane, to ni stvar v resnici, kot sta pokazala kolega, ki bi bila produkt tega, da niso urejeni zakoni ali pa akti. To je stvar, ki so jo povzročili koalicijski klubi, torej koalicijska kluba Modri in Povezani. Tako da je malo ironično, da se izjavljajo na omrežjih, da to podpirajo, čeprav je to stvar, ki so jo oni povzročili. Vseeno upamo, da se jim je v tekom tega leta že pokazalo, da javnost res ne podpira tega, da se tako omejuje medije in da bojo zaradi pritiska bili prisiljeni oziroma primorani podpreti naš predlog spremembe akta. Jaz bi mogoče še dodala, da v tem primeru gre mogoče za luknjo v znanju in mogoče bo doprinos na tej seji, da bomo podali novo pravno argumentacijo, kar se tiče 73. člena. In jaz resnično upam, da s skupnim razumevanjem bojo mogoče spremenili svoje mnenje in bo prišlo do spremembe poslovnika, ker se mi zdi, da gre za nedvoumno nezakonito prakso študentskega zbora. Mogoče se nekateri poslanci do zdaj ne zavedajo, kaj pomeni postopati nezakonito in se ne zavedajo moči zakona, kot tudi niso seznanjeni s pravilno pravno argumentacijo pravnega pravila iz zakona. Več informacij oziroma kakšen komentar na ta nov zavod, ki naj bi se odprl, ki je tudi na točki dnevnega reda, Zavod za raziskovalno dejavnost 360. Ja, to je zavod, o ustanovitvi katerega smo bili obveščeni z sklicom seje 3 delovne dni prej. In zavod, ki bo samo za svojo ustanovitev zahteval 30 000 evrov študentskega denarja. Utemeljitve v aktu ustanovitve tega zavoda se ne najde. Dejavnosti zavoda so omejene le z imaginacijo ustanoviteljev, naštete so v bistvu vse možne dejavnosti. Čeprav naj bi se šel za raziskovalen zavod, so med dejavnosti naštete tudi oddajanje, upravljanje z nepremičninami, oddajanje sob gostom in dejavnosti, katere
vsaj jaz in v poslanskem klubu si jih ne znamo razložiti. Tako da nas smo čisto enako v temi kot v resnici ostali in pričakujemo obrazložitve na tej seji in pričakujemo tudi, da se tak zavod, ki nima nobene utemeljitve za svoj namen, tudi ne bo iz nič sprejel. Koliko glasov ima vaš poslanski klub v študentski organizaciji? 13 glasov imamo, kar je pa malo manj kot tretjina, kar pomeni, da če se koalicijska poslanska kluba, kar v praksi se vedno med sabo povežeta in vnaprej odločita, kako bosta glasovala, tudi recimo pri predlogu za pauzo 5-minutno ob 4-urni seji, smo vedno preglasovani in nimamo v resnici možnosti z dejansko razpravo in glasovanjem odločati o stvarih, saj so njihove vloge poslancev, kako glasovati, določene vnaprej, k besedi pa se ne javljajo. Edini, ki se javljamo k besedi, smo v opozicijskem klubu Glas in seveda poslanci in poslanke, na katera naslavljamo naša vprašanja. Je še kakšno vprašanje? A bi lahko mogoče na kratko samo ponazorili, kam se odteka teh veliko denarja namenjenih študentov, a ne v privatne interese in to mogoče kaj v zadnjem času vemo, kaj se je dogajalo v preteklosti? Mislim, zdaj o nekih podrobnostih jaz kot študent novinarstva ne bi želel razpravljati. Jaz lahko razpravljam o temu, kar je javno dostopno, kar pa v resnici ni skoraj nič. Kot omenjeno je sklic seje tudi tokrat zamujal, ampak za razliko od izvoljenih poslancev na spletni strani ŠOU ne zasledimo mi sploh gradiva. Torej, jaz kot študent novinarstva ali pa kot zainteresirana študentska javnost, ki je danes tu, se lahko o sami vsebini seje in o tem, kaj za vraga sploh je Zavod 365, lahko prepričam samo s fizično prisotnostjo na seji, kar pa je nekoliko prepozno, se vam ne zdi. Tako kot je tudi izpostavil kolega, za velik del tega denarja tudi poslanci na samih sejah nismo obveščeni, kam gre. Določen je pod postavkami, kot je razno materialni stroški, kar je prosto interpretaciji. In na naša vprašanja pri teh stvarih ponavadi ne dobivamo odgovorov. Redno se višajo sejnine poslancev, trenutno znašajo 55 evrov na sejo, tudi zelo radi si zvišujejo honorarije. Ena največjih dejavnosti študentske organizacije so seveda žurke v komercialnih klubih, za katere se tudi nameni po 60 tisoč evrov na eno žurko. Za primer, recimo za projekt Izmenjevalnica sob, ki je projekt, ki naj bi študentom v stiski, ki nimajo sobe namenjene v študentskem domu, namenil tako sobo, je namenjeno 10 tisoč evrov za 2-letni mandat. Za eno žurko 60 tisoč evrov. In takih je veliko, seveda. Tako da večinoma se steka denar povsod drugod, kot pa v dejansko materialno izboljšanje položaja študentstva, kamor bi mogoče upal oziroma pričakoval. Kar seveda mogoče tudi ne zares preseneča, ker, kot sem rekel, študentska organizacija dobiva svoje financiranje od študentskega dela. To pomeni v slabšem položaju, kot smo študentje. Bolj kot moramo delati študentsko delo, da si plačamo najemnine, stroške hrane in študija, ki se vedno držijo, toliko več denarja ima študentska organizacija. V zadnji instanci študentskim funkcionarjem ni v interesu dejansko izboljšati položaja študentstva, saj se iz njegove bede financira. Še kakšno vprašanje?
Potem pa se vsem zahvaljujem za udeležbo, pa bi vas takoj že naprej povabil ob 7. na javno sejo drugo redno sejo študentskega zbora, ki bo potekala tukaj na kampusu, da spet ponovimo torej redno proceduro z proceduralnimi sklepi. Hvala.